Mislim, da si ta obisk zasluži nekaj več pozornosti. Rad bi povedal, zakaj. Mislim, da gre za nek mejnik v slovenski zunanji politiki. Gre za namreč prvi uradni obisk predsednika republike v eni od držav subsaharske Afrike, v Etiopiji, kjer je hkrati tudi sedež Afriške unije. Slovenija se je osamosvojila leta 1991 in je večinoma posvečala svojo zunanjo politično pozornost umestitvi v mednarodno skupnost, zlasti pa umestitvi v Evropsko unijo in Zvezo NATO. Hkrati se je trudila imeti dobre odnose z državami, ki so nekako v okviru Evrope, bližnje države na sosednjih kontinentih. Za Afriko pa se nekako ni odločila, razen za Egipt, kjer imamo tudi edino odprto rezidenčno veleposlaništvo na celem kontinentu. Čeprav je tukaj 54 držav. Dolgo časa je Slovenija odlašala z odločitvijo, da na ravni predsednika vlade ali predsednika države odpotuje v eno od držav, torej ne v Egipt, na afriškem kontinentu in v bistvu začne neko bolj sistematično, strateško umeščanje v ta zelo pomemben kontinent prihodnosti. Nismo po naključju izbrali Etiopije za začetek takega strateškega uveljavljanja v tem delu sveta. Lansko leto je bil na Ministrstvu za zunanje zadeve izdelan uradni dokument, ki je povabil državo, da se aktivneje odloči za obisk držav subsaharske Afrike in med njimi izpostavil 4, najprej in predvsem Etiopijo. To je več kot 100 milijonska država, v kateri je, kot rečeno, tudi sedež Afriške unije. Etiopija je bila ena redkih držav, ki ni bila kolonizirana, zelo spoštovana in cenjena država na afriškem kontinentu. Gre za odnos z Nigerijo, z Zelenortskimi otoki in Južnoafriško republiko. No, ta obisk se je danes tukaj v Etiopiji začel. To je gotovo, po mojem mnenju, nek mejnik, nek pozitiven mejnik, neko odpiranje nekega poglavja, ki ga doslej, ne toliko zaradi nekega zavestnega zanemarjanja odnosov z Afriko, razen z Egiptom, Slovenija ni storila. Danes ga je. Končno je nastopil čas, da po 27-28 letih naše neodvisnosti in vključenosti v mednarodno skupnost pridemo tudi na ta kontinent in tukaj dobimo prijatelje, dobimo trge, dobimo razumevanje za našo politiko. Mislim, da v svetu, v katerem živimo, noben prijatelj ni odveč in da se je treba za vsakega prizadevati in da ni mogoče v zunanji politiki računati na to, da boš dobil razumevanje in pomoč, recimo za svoje zunanje politične interese, takrat, ko jih boš zares rabil, dobil jih boš, če boš predtem zelo sistematično delo na državah, zato da si okrepiš njihovo zaupanje vanjo. To je smisel tega obiska, ki ga bom seveda izkoristil za srečanje z vodilnimi ljudmi Etiopije, pa tudi z vodilnimi ljudmi Afriške unije.